Spoštovani predstavniki ministrstev, predavatelji in drugi udeleženci današnje konference. Tehnološki napredek v zadnjih desetletjih je vse hitrejši. Priča smo eksponentni rasti novih znanj in razvoju tehnologij, ki prinašajo daljnosežne spremembe na različnih področjih življenja posameznikov in družbe. Informacijsko-komunikacijska tehnologija in svetovni splet sta danes neločljiva dela našega vsakdana. Ne le v delovnem okolju, ampak tudi v izobraževanju in vedno bolj tudi v zasebnem življenju. Digitalni svet prinaša številne priložnosti. Med drugim na primer prinaša nove oblike sodelovanja, dela in učenja na daljavo, kar omogoča premostitev večjih ali manjših razdalj, fizičnih ovir in omejitev mobilnosti. Tudi današnja konferenca je takšen primer, saj se lahko udeležimo na način, ki nam najbolj ustreza, bodisi v živo, bodisi prek hibridnega načina na daljavo. Vendar se moramo poleg prednosti, ki jih prinaša, zavedati tudi ovir, s katerimi si pri uporabi sodobno-komunikacijsko-informacijskih tehnologij soočamo številni invalidi in pogosto prav tako starejši. In enako, kot to velja v realnem okolju, ima oviran dostop do digitalnega sveta enake ali še bolj daljnosežne negativne posledice, saj izključenost iz digitalnega sveta hkrati pomeni izključenost iz sodelovanja v sodobni družbi. Na pomen zagotavljanja dostopa do informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, opozarja Mednarodna konvencija o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala pred 15 leti. Enake možnosti invalidov pri dostopu do digitalnih vsebin in do informacijsko-komunikacijskih tehnologij določa tudi evropska in naša nacionalna zakonodaja. Vendar enakopraven položaj invalidov na tem področju še zdaleč ni dosežen. Današnja konferenca je zato priložnost, da opozorimo na izjemen pomen, ki ga ima digitalna vključenost za invalide, da prepoznamo ovire, zberemo dosedanje izkušnje in spodbudimo konkretne rešitve, ki bodo prispevale k odpravi ovir. Hkrati je današnji dogodek odlična priložnost za izmenjavo idej in temelj za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje. Izkoristimo to priložnost. Vsem želim uspešno delo in prijetno druženje na današnjem dogodku. Nenazadnje pa hvala vsem, ki se trudite zgraditi vključujoč digitalni svet in enakopravno sodelovanje v sodobni informacijski družbi za vse.